Naš pogled. Od včeraj je jasno, da Evropsko unijo sestavljajo ključne oziroma vplivne in tudi nekoliko manj ključne oziroma vplivne države. To smo lahko slišali iz ust predsednika vlade dr. Roberta Goloba, ki dejstva, da povabila v Pariz ni prejel in da Slovenija očitno spada v drugo skupino, ni problematiziral, ampak se je zadovoljil s tem, da ga bo predsednik Evropskega sveta Antonio Costa po koncu pogovorov seznanil z vsebino. Gre za vsekakor zanimivo stališče predsednika vlade, ki je v izjavi dodal še eno cvetko, in sicer, da od ameriških zaveznikov pričakuje, da bo rešitev pogajanj sprejemljiva tudi za ukrajinski narod. Jasno je torej, da se je sprijaznil s tem, da bodo pogajanja potekala brez evropske prisotnosti in zato verjetno tudi nobene besede o slovenskem stališču do ameriškega vprašalnika o naši pripravljenosti prispevati k varnostnim jamstvom za Ukrajino, tiho pa je tudi o morebitni pripravljenosti za napotitev slovenskih vojakov v enote za vzdrževanje miru. Tišina govori. Aktualna slovenska vlada očitno nima posebnih mednarodnih ambicij, saj je v petek na varnostno konferenco v Münchnu poslala le zunanjo ministrico Tanjo Fajon, pa čeprav so organizatorji na Bavarsko uspeli privabiti kar 51 voditeljev držav. Tokratna varnostna konferenca, za katero so menili, da bi lahko začrtala obrise mirovnega sporazuma in dala rešitev za konec ruske agresije na Ukrajino, je klavrno propadla. Potem, ko je mladi ameriški podpredsednik Joe Vance v svojem dolgem govoru zbranim predstavnikom evropskih zaveznikov natočil čistega vina, ko jim je pridigal o nujnosti jasnih ciljev, o temeljih demokracije, svobodi govora, nesprejemljivosti cenzure, pomenu dialoga in poslušanja ljudi in brezglavosti nekontroliranih migracij, ter jih spomnil, da se je, če stavimo na učinkovito kolektivno varnost, treba držati dogovorov o vlaganju obrambne sposobnosti in ne samo računati, da bo, ko bodo prišle težave, te rešile Amerika, je bil odziv predvidljiv. Prisotni evropski politiki so se odzvali kot razvajeni in trmasti otroci. Potem, ko so doumeli, da jim je Američan povedal točno tisto, kar sami v sebi že dolgo jasno čutijo, pa pred tem mižijo in bežijo, so se branili z zanikanjem in oporekanjem. Cvet zbranih evropskih voditeljev, katerih želja je, da bi bili pomemben in upoštevan igralec v globalni igri, ni premogel zrelega, pametnega in preudarnega odziva, kjer bi se mlademu ameriškemu predsedniku najprej zahvalili za njegov pogled, priznali, da jih je opozoril na nekatere zdrse, ki pa so v določeni meri tudi posledica judeževih grošev, s katerimi so Združene države Amerike v minulih desetletjih prek podpore določenim skupinam destabilizirale oziroma držale v šahu tudi svoje zaveznike. Dali bi mu jasno vedeti, da se morata on in njegov šef Donald Trump zavedati, da ima zdaj, ko je novi šerif v mestu, tudi precej obveznosti, ki jih žal zanemarja. V tem kontekstu bi ga spomnili vsaj na obveze memoranduma iz Budimpešte, ki so jih Združene države Amerike skupaj z Veliko Britanijo, Francijo in Rusijo leta 1994 dale ukrajinski vladi, da se je ta odpovedala jedrskemu orožju in privolila, da v zameno za dosledno spoštovanje njene ozemeljske celovitosti in neodvisnosti preda vseh 176 strateških jedrskih raket in več kot 2500 kosov drugega raketnega jedrskega orožja. Združene države Amerike namreč nosijo glavno breme krivde, da se leta 2014, skupaj z zavezniki seveda, niso dovolj odločno odzvale na nezakonito rusko agresijo Krima in dveh z rudami bogatih ukrajinskih vzhodnih regij, kar je Putina spodbudilo, da je pred 3 leti osvajalski pohod, ki je do zdaj terjal na 100 000 mrtvih in ranjenih Ukrajincev ter milijone beguncev, nadaljeval.
Vansu bi nalili čistega vina, da je grdo, da Amerika že več kot desetletje dane obljube pozablja, da je nesprejemljivo, da zdaj na svojo roko mimo zaveznikov začenja pogovore z agresorsko Rusijo, v isti sapi pa pomoč Ukrajincem pogojuje z dostopom do njihovih velikih naravnih bogastev. Evropa je torej v petek v Münchnu zamudila še eno priložnost za modro ravnanje in spet pokazala svojo šibkost, razdeljenost in nezrelost. Bojim se, da je včerajšnje v naglici sklicano pariško srečanje tako imenovanih vplivnih držav in strinjanje o nujno potrebnem povišanju obrambnih izdatkov le nova predstava za javnost, saj se v nekaterih državah članicah, pomislite samo na zahteve petkovih kolesarjev in pojasnjevanja našega predsednika vlade o izpolnjevanju zavez z vlaganji v obrambo, ne bodo nikoli uresničile. Prav tako se bojim, da so enako puhle besede tudi o tem, da je Evropa pripravljena igrati vodilno vlogo pri zagotavljanju varnostnih jamstev Ukrajini. Morda pa se motim. Komentar sem pripravil in prebral Robert Božič. Naš pogled.